Pozdravljeni v podcastu, moje ime je Gašper Lubej. V studiu bom soočil gosta, ki nimata težav s plavanjem proti toku. Navajena sta javnih debat, navajena sta napadov, cenita argumente, zato si obetam zanimivo razpravo o javnem zdravstvu. Pa še o čem? Tukaj sta Erik Brecelj, kirurg, in ekonomist Janez Šušteršič. Dober dan. Gospod Brecelj, se spomnite 22. aprila 2006? Slab sem v času, pa mislite, da to pismo Sobotna priloga, pismo, v katerem ste opozorili na katastrofalne razmere na Onkološkem inštitutu. Se spomnite mogoče tistega stavka glede javnih razpisov? Morate mi ponoviti, mislim, vsebinsko se zelo spomnim, ampak natančno. Pa. Še najbolj smrdijo ravno ti javni razpisi, da to najbolj boli. No, zdaj se ta smrad razširil še kam. Po 18 letih vi ste znani kot borec proti korupciji, kot človek, ki javno opozarja na probleme brez nekih inhibicij. 18 let je te vaše borbe javne. Kaj bi rekli po 18 letih? Slovenci ponavljamo napake. Zelo zanimivo mi zdaj za nazaj gledati, sem profesor Markovič, Saša Markovič, spoštujem, mi je poslala z njega vodenja kliničnega centra, kaj je počela dokumentacijo, predloge isto. Vse se ponavlja, non-stop, isti predlogi. Pride nova ekipa, pa išče spet rešitve in ne vidi nazaj. Ne vem, zakaj smo Slovenci tako naumni, zakaj se nočemo učiti na lastnih napakah, ampak pač ponavljamo v nedogled, ne vem dokdaj. Drugo, kar je pri vas zanimivo, je ta neka vztrajnost. Še posebej se mi zdi zanimivo, da ste zdaj pravzaprav, se pravi, na čelu vladnega strateškega sveta za zdravstvo. V času gospoda Goloba, ki je marsikoga že vrgel čez ramo, če uporabim to frazo, ki je tarča javnih kritik, da samo govori, samo obljublja, da še posebej glede zdravstva tudi javno mnenje kaže na to, da ni bilo nič storjenega, ampak vi vztrajate tukaj, boste sami skočili potem čez ramo ali zakaj pravzaprav nadaljujete? Moram reči, da sem presenečen. No, sem že parkrat pričakoval, da bom tudi jaz poletel. Ampak nekako nisem, recimo, ko smo Bešiča napadli, vse ne bo tu minister vlade, ko sem njegove koalicijske partnerje napadel. Bi bilo logično, da bi me nagnali, pa me pač niso. Čeprav smo skočili stav, da me bodo. Ne strinjam se, da Ministrstvo za zdravje ni nič naredilo, marsikaj se dela, ampak vprašanje, koliko želimo sprememb v zdravstvu, v družbi in tle mislim, da ne želimo nikakršnih sprememb, se ne bo po starem, tako da tudi ogromno zakonov se zdaj piše, kar seveda, če jih je najlažje pisati, ampak se jih. Tako da ne bi se strinjal z vami, da ni bilo nič narejenega, je pa po mojem zdaj finale, ko se bo pokazalo, a tisto, kar je bilo narejeno, se še kaj da. A smo tle že v predvolilni kampanji. Gospod Šušteršič, vi ste nekdanji punker, pesnik, na kratko, sodelavec celo Radia Študent, levičarskega, bi marsikdo rekel, levičarskega trobila, zdaj mogoče v sedanjem času. Bili ste v bendu Usmerjeni heroji, če prav vem. Zdaj v neki resnejši življenjski fazi ste bili med drugim resetiranec, direktor urada vladnega za makroekonomske analize in razvoj in seveda najbolj izpostavljena vaša funkcija je, da ste bili finančni minister v času, ko je bila Slovenija v najtežji praktično ekonomski situaciji. Kako v sedanjem času, kjer imamo podobne turbulence, sicer zdaj morda bolj zunanje, Ukrajina, Gaza, vidimo, praktično smo na robu tretje svetovne vojne, bi rekli tisti, ki so morda rahlo panične. Mislim, da vi niste človek, ki bi bil paničen. Kako ocenjujete mogoče te razmere sedanje? Zdi se tako na prvi pogled, da je Slovenija v relativno dobri ekonomski kondiciji. Na prvi pogled res. Jaz vedno rečem, da mi imamo zelo čvrsto malo gospodarstvo. Cel kup ljudi, ki so pridni, podjetni, delovni, se znajdejo in zaradi tega mi lahko preživimo ne samo to, kakšno krizo, ampak tudi seveda to, da ogromno denarja gre recimo v korupcijo pri javnih razpisih, pa
pa da imamo davke, ki niso spodbudni in da imamo državo, ki preveč troši, ampak to gospodarstvo nekako gre naprej. Sicer ljudje tudi odhajajo, nekateri se tudi vračajo mogoče, ampak tukaj samo na tem sloni moj optimizem. Se pravi na ljudeh, ki delajo fantastične stvari v gospodarstvu, pa tudi marsikdo v javnem sektorju, to treba reči. Mi smo nekako navajeni zelo slabšalno govoriti o državni upravi, pa o javnem sektorju. Jaz vem, da marsikdo tam zelo predano in tudi dobro dela. Je pa res, da ponavadi selekcija v javnem sektorju, sploh pa državni upravi, teh ljudi ne pripelje na površje, tja, kjer bi res lahko odločali in vodili stvari. V nedavnem intervjuju za Slovenian Business Club ste bili zelo kritični do premierja, do vlade. Zakaj? Zaradi veliko razlogov, ne vem, kjer so bili takrat, ampak moj splošen vtis je, da se ne naredi veliko, oziroma da se veliko preveč napoveduje in veliko premalo naredi. Ne bi zdaj v primerih, ampak če se vrnem na zdravstvo, se mi zdi, jaz se spomnim, recimo pred 2 leti, to bi rad povedal, je bil tisti velik sestanek na Brdu, par sestankov je bilo koalicije, kjer so govorili o reformah, ena od njih je bila davčna, pa ni šlo potem po tisti poti, druga je bila zdravstvena. In da se spomnim, da sta takratni minister in premier po tem sestanku prišla pred mediji in sta rekla tudi premier, največji problem zdravstva je Zavod za zdravstveno zavarovanje, tam se upravljajo 4 milijarde, zdaj počasi bo že 5, ne delajo učinkovito, ne skrbijo za ta denar. In jaz sem bil navdušen, sem rekel, končno je kdo tudi z tega mesta predsednika vlade povedal to, kar ekonomisti, pa tudi marsikateri zdravnik že dolgo časa govorimo. Pa nisem videl, da bi se potem karkoli delalo na tem. Moram reči, da tudi mi je bilo sprva všeč, prejšnji minister je nekako skušal odložiti to ukinitev dopolnilnega zavarovanja. Jaz nisem bil nikoli zagovornik dopolnilnega zavarovanja takšnega, kot smo imeli, sem pa vedno zagovarjal to, da je to, da zgolj to naredimo, da ga ukinemo, v bistvu je tak pesek v oči ali pa nekaj, kar bo zadovoljilo tiste, ki razmišljajo morda bolj politično ali pa, da ne rečem ideološko, da pa ne bo nič rešilo, in to se zdaj tudi vidi. Prva stvar, ki jo je zavod povedal, je, da oni bi tudi rabili tak prispevek, kot so zavarovalnice želele premije povišati. In mislim, da tudi ta zakon, ki je zdaj predlagan kot ključni, ne rešuje problematike. Sicer je, jaz sem rekel, všečen, mislim tudi, da bo lahko sprejet, ker govori tiste stvari, ki jih želimo slišati, se bo neko jasno ločitev med javnim in zasebnim sektorjem in tako naprej. Tehnično je pa narejen tako, da po moje bo samo omejeval še dodatno stvari in da sistem ne bo zafunkcioniral tako, kot si morda avtorji predstavljajo. Dobro, gremo zdaj v to bistvo te debate. Vaju sem povabil v studio tudi zaradi tega, ker gospod Brecelj, vi ta zakon zagovarjate, hkrati imate nek pogled kritičen tudi, ni to neko črno-belo. Po drugi strani, gospod Šušteršič, vi ste kolumno napisali, kjer ste se lotili seciranja tega zakona, in zdaj bi rad tukaj neko debato o tem tekstu. Zakaj sprejeti ta zakon, gospod Brecelj? Najprej omenim vašo kolumno. Veliko ljudi kritizira ta zakon, za katere 100% vem, da ga niso prebrali. Vi ste prvi, kar sem jaz zasledil, ki je napisal kolumno, z marsičem se strinjam, predvsem ste pa prebral predlog zakona in z dokaj razmišljujočim načinom stopil proti temu zakonu, kar nažalost v družbi ne vidim. Vse se je zreduciralo, to ni zakon o zdravnikih, ki delajo pri samoplačnikih. Zakon vidim jaz malo drugače. Jaz sem bil povabljen brzo takrat in nisem šel, ker sem vedel, da Bešič blefira. Tudi ni res, da ni nič naredil za ZZS. On je pripravil zakon o ZZS-ju, ki, to sem ponosen, smo ga na strateškem svetu sesuli, ne toliko jaz, kot strokovnjaki, profesor Strban, ker je bil v določenih točkah nezakonit, je pa jasno nakazal, kje je catch tega špila. Kdo bo nadziral 4,5 milijarde, zdaj že proti 5 milijardam. In Bešič je točno zastavil. Zbornica je takrat ploskala, ne pa zakaj, kako in na kakšen način bo minister upravljal ZZS. In vse, kar se zdaj dogaja v ozadju, je vojna za ZZS. To je pač
To je ogromno denarja. To je, kaj bomo rekli, tretjina proračuna praktično. Ja. Imamo 17 milijard proračuna. Državnih financ. Ja. Tukaj je in tle je, kar jaz vidim, naslednji korak po tem zakonu, zato ga tudi podpiram, je, in to sem tudi predsedniku vlade rekel, dolžni ste do konca mandata zakonsko urediti ZZZS, tako da ga ne bo mogla nobena naslednja vlada pleniti po njemu, kar si marsikdo želi. In ta zakon o zdravstvenem je prvi korak. Tudi te anomalije, jaz ne izhajam, mi smo doma imeli obrt in nisem nek antikapitalist, ampak to, kar se dogaja zdaj, da se so moji kolegi, ki zaslužijo 15-20 tisoč evrov na mesec, pa delajo v javni bolnici, se bom nase obrnil, sem sam za druge boril. Petek popoldne smo operirali dolgo operacijo, malo kirurgov v Sloveniji bi jo znalo narediti izključno samo na onkološkem. Prišel je plastik, zdaj so vsi vzhičeni, ki ne bojo hodili privat. Naredil čudovito rekonstrukcijo, zelo malo plastikov v Sloveniji to zna, pa na koncu se pogovarjala, mogoče bova dobila nadure. Mogoče. Lahko bi šla pa nebu se rezati samo plačniško in bi fejs zaslužila, pa še petek popoldne lepo vreme. Ampak poanta je v ZZS-ju. Tisti, ki bo vladal ZZS in ga usmeril v kakovost, usmerjeno plačevanje storitev, nižanje stroškov, ne bi imeli težav z dežurstvi radiologov, ki jih nime po bolnicah, Šempeter, Celje, katastrofa, nimajo več dežurnih radiologov, če ne bi plačevali po drugi strani zasebnikom tako dragih magnetnih resonanc in oni jih lahko preplačajo, ne da plačajo, moji kolegi iz javnega zdravstva preplačajo nas lahko. Če bi ZS znižal ceno, ko sem jim to predlagal, Srki Petek Bešiču, ne vam to podpiše, ne bi bilo teh anomalij. To je zakon, ki popravlja anomalije. Ne popravlja posledic anomalij, ne popravlja pa vzrokov. Upam, da bodo šli naprej in odpravljali vzroke. No, glede tega se po mojem zelo strinjava, da zakon skuša popravljati neke anomalije, ne pa vzrokov, ne? In da v bistvu tisto, kar meni, ker je ključno, kar mi ni všeč, je to, da jaz tudi vem, da obstajajo primeri zdravnikov, ki se zelo znajdejo, čeprav imam z večino, kar se le da, skušam uporabljati javno zdravstvo, ker ga pač plačujem in ne vem, zakaj bi plačeval še kaj, pa imam v glavnem zelo dobre izkušnje, pozitivne. Tako da, in se mi zdi, da zaradi teh nekih anomalij zdaj, tako kot ste vi enkrat rekel, udarjamo po mizi z zakonom, ki bo v bistvu vsem nediskriminatorno na nek način omejil možnosti dela, in to se ne more, po moje, izteči na koncu pozitivno. Ste lahko malo konkretni, se pravi, če gremo še malo globje v te vaše argumente. Zakaj pravite, da bodo vsi nastradali, če tako rečem? Mislim, vsi ne, ampak mi imamo zelo različne ljudi, Mislim, vsi smo zelo različni po svojih motivacijah in tako naprej, in imamo prav gotovo, se mi zdi ogromno, pa ne samo zdravnikov, tistih, ki jih zdravniki potrebujejo, zato lahko delajo, in pacienti, bolniki pa še toliko bolj, sestre, drugo osebje. In vem, da jih veliko dela tudi in jih je pripravljeno delati, ker radi človeku pomagajo, zato da tudi če dobi samo naduro plačano, pa kakršnakoli primerjava, pa tudi na koncu, ampak vi ste tudi iz neke terciarne ustanove, ki jih jaz, žali Bog, zadnje čase tudi kar obiskujem. In tam vidiš, da recimo v UKC-ju so ljudje, ki so profesionalni, so usmerjeni v tudi svoj osebni razvoj, raziskujejo, predavajo, tudi izobražujejo ljudi tudi iz tujine, pa iz tukaj, se posvetujejo in to so neke skupnosti, ki funkcionirajo. Zdaj, ko pa razmišljaš o nekem zdravstvenem domu, nekje v nekem manjšem kraju, pa tega verjetno ni. In jaz težko zamerim ljudem, moram reči, da če vidijo, da bojo nekje več zaslužili, da temu sledijo. In tisto, kar je mene pri tem zakonu najbolj zmotilo, in najprej da povem to zgodbo, mislim, hvala za ta kompliment. Jaz tudi sam vidim, da pogosto so naše javne razprave zgolj na nekih prepričanih, pa nekih domnevah, kaj nekaj piše. Jaz sem najprej začel pisati kolumno, ko je šele ministrica, pa premier, ko ste še razlagala, kaj v zakonu bo, potem ampak sreči bil tudi ta osnutek objavljen in sem ga šel brati. In dlje, kot sem ga bral, sem bil z njim zadovoljen. Ker, veste,
lepo reči, da ne bojo lahko zdaj zdravniki delali tudi v lastnem zavodu po podjemni pogodbi pa tako naprej, kar je neka specialna rešitev samo za en poklic, pa samo za eno vrsto zaposlitve, ki sicer nimamo pri nas. Ampak tudi, če to prezrem, tisti, ki že delajo pri koncesionarjih, recimo, ali pa privat, se jim bo s tem v bistvu plačilo bistveno zmanjšalo. Ne? Tisti, ki bi želeli več delati, pa morda ne morajo, bojo mogoče dobili neko možnost, ampak zdaj je cela vrsta omejitev. Se pravi, recimo, zato, da ti nekoga vzameš, ne smeš imeti nekoga iz drugih zavodov, moraš iti čez dopustne čakalne dobe, moraš biti čez njih, in tako naprej. Se pravi, ko je ta mreža vržena, recimo, da je ta zakon vrgel neko mrežo, v katero bi zdaj radi ujeli zdravstveno osebje v javnih zavodih, da bi več delali v javnih zavodih svojem ali pa kakšnem drugem. Se mi zdi, da s temi omejitvami ta mreža postala tako šibka, da jih bo ujela premalo. Hkrati se mi pa zdi, ko pa razmišljam o koncesionarjih, pa tudi z njimi imam dobre izkušnje, in pogosto so tisti izhod, kjer prideš do storitve zastojn, ampak prej. Ne vedno, ampak veliko krat je pa tako. In njim je pa zdaj postavljeno omejitev, ki praktično pomeni ta zakon, da bodo morali imeti ljudi pri sebi polno zaposlene. In veliko teh, ki so zdaj, jaz ne vem, verjetno tam ne bojo mogli naprej delati. In jaz se bojim, da se bo tukaj zelo zmanjšal obseg storitev, hkrati se pa v teh javnih zavodih ne bo toliko povečal. Tudi zaradi omejitev, ki jih bo zavod potem postavil, koliko pa vseeno plača in tako naprej. Ključno pri vašem argumentu je to, da bo ta zakon se pravi postavil toliko omejitev, da bo pravzaprav sedanji sistem, novi sistem pravzaprav ne bo funkcioniral, ker ne bo zanimanja za to neko dodatno delo, ki bo manj plačano. Kaj pravite vi? Me skrbi, ampak še nekaj na drugi strani. Zakon se dotika tudi vodenja javnih zdravstvenih zavodov. Sem vesel, da se dotika, ampak smo tudi na strateškem svetu rekli, da bi se te teme morali lotiti malo bolj natančno, poglobljeno in tudi začenjamo. Mislim, da pod vašo vlado ste pisali na zakon o javnih zavodih. Mi mislimo, žal ni prišel ven naprej, mi mislimo, da bi rabili zakon o javnih zdravstvenih zavodih. To, da ima direktor kliničnega centra nižjo plačo, kot ko je bil zdravnik na oddelku, je smešno, in da ima pol kliničnega centra, če sem malo ciničen, višjo plačo kot on, je nenormalno. Vprašanje, a bo znal menedžment skoristiti ta zakon. Ker to konec koncev lahko bi imeli samo plačniške storitve, če bi se znali organizirati, lahko bi stimulirali ne samo zdravnike, izven tle tudi problem medicinskih sester, ki so pripravljene več delati v lastnem zavodu, vsaj na onkološkem medku, pa jih nismo sposobni plačati, jih nočemo. Raj smo zapravili milijone evrov in da nam jih je vzela zavarovalnica ZZZS. Bojim se menedžmenta, bojim se, če bojo znali s tem zakonom kaj pokazati, stimulirati zaposlene, znati stimulirati, ker v javnem zdravstvu je tako, da ko bojo začeli nagrajevanja, se bojo drli tisti, ki najmanj delajo, in dobili tudi največ, zato da bojo šefi imeli mir, tako je ponavadi. In dvomim, da bo zdaj ne znamo. Mi nismo sposobni ocenjevati, kdo je bolj pomemben na oddelku, kdo je manj, kdo si zasluži večjo nagrado. Ne znamo. In te plati zakona se jaz bojim. Dajmo se na to kulturološko zadevo. Se pravi, je to tudi problem neke mentalitete slovenske, se pravi, tisti, ki nekako izstopa, je takoj porezan, ali je to kaj drugega, kaj bi rekel? Pa se potem vrnemo še enkrat gospodu Breci. Jaz mislim, to je en zelo velik problem. Sej, jaz ne vem, koliko ta zakon res daje nekih dodatnih orodij menedžmentu. Ampak ti za dobro vodenje rabiš menedžerja, ki je nagrajen za to, da dobro vodi, ne da je kar tako dobro plačan, ampak da je velik del te plače odvisen od tega, kako dobro vodi, se pravi, da je motiviran. Potem rabi biti odgovoren nekomu. Ta odgovornost je pri nas praktično ni, te sveti zavodov, te funkcije v glavnem ne upravljajo. In tretjič, da potem, ko mora imeti orodja, s katerimi lahko vodi. Zdaj, te podjemne pogodbe so neko orodje, ki je po mojem zelo puklasto narejeno, ampak jaz sem se vprašal, ko recimo tudi ta zakon zdaj predpisuje to efektivno merjenje delovnega časa, oziroma ga napoveduje, efektivno, kakorkoli delovne obremenitve zdravnikov, preden dobijo soglasje, ampak to pomeni, da moraš v bistvu sam meriti.
na nek način, ki ga bo še minister predpisal, ministrica. Ampak problem je v tem, da mi te kulture nimamo. Mi dejansko, jaz sem to videl v državni upravi, kjer sem delal, kjer smo tudi imeli neke vzvode, neko mehno uspešnost, da si koga nagradil in tako naprej. Zelo hitro se začnemo pričkati. Tukaj se mora biti vodja pošten do vseh, mora znati tudi utemeljiti, zakaj nekoga nagrajuje, zakaj koga ne nagrajuje. In jaz sem se vprašal, hudiča, ko sem poslušal te zgodbe, pa vem, da so v kakšnem primeru tudi resnične, da nekdo pač v službi dela malo, zato da potem ima popoldne še energijo zaslužiti. Ne bi vzel univerzi, ki je po mojem hujši primer tega kot zdravstvo. Ampak se mi zdi, da predstojnik, vsaj tisti, ki zelo blizu vodi nek delovni kolektiv, tudi po občutku kar dobro ve, kdo se trudi, kdo pa ne. Se je tudi doktor Zver zadnjič v bistvu govoril v tem smislu, da sej poznamo drugega. Sem potem vprašal, kaj pravzaprav pripelje nekega predstojnika v javnem zavodu od tega, da da soglasje za delo druge, nekomu, za katerega v resnici ve, morda ne more dokazati, ker nima orodja, ampak ve, da se v bistvu preveč ne trudi. Ker vsi te, o katerih se govori, tako teh slabih primeri, oni so morali na neki točki dobiti soglasje, pa ne, da so ga dobili na neki točki, pač mislim, da zdaj vsako leto se mora obnoviti. Saj naslednjič bi lahko rekel, poglej, ti ga bom podaljšal, če se boš pri meni bolj izkazal, zakaj se to ne dogaja. Jaz mislim, da je prvič, da se tega bojimo. Slejko prej, ko nekdo to začne delati, pride do prepirov, to poslabša odnose, čeprav ni nujno, da jih. Če to na pravi način, kot sem rekel, pošteno in jasno delaš, lahko odnose izboljša. Zato, ker je po moje to neka lažna kolegijalnost. Na koncu, kar jaz gledam recimo nekih oddelkov, teh kliničnih, tam se ljudje menjavajo. Enkrat je en zdravnik samo, potem postane predstojnik klinike, oddelka, karkoli. Skratka, vsak bo mogoče enkrat rabo soglasje in se pač nočeš nikomu zameriti. To presekati je z enim zakonom zelo težko, po mojem nemogoče, ampak to je... Se strinjam. Kaj bi vi rekli, ampak verjetno imamo tudi primere, kjer se to dela, kjer imamo neke vodje, ki so ambiciozni, ki znajo... Kar ste omenil, sveti zavodov, jaz sem bil v svetu zavoda, ko je gospod Darinka Miklavčič ga vodila, bivša direktorica UKC Ljubljana, to je bila poezija. Takrat sem videl, kaj se da narediti. Ja. Brez ministra, brez zakonov, brez ničesar. No, ampak kako je to izgledalo? Zakaj? Konstruktivno, mi smo se normalno pogovarjali, nobenih iger od zadaj. Med nami ni bilo nobenega, bil nek političen tam privesek, smo dali neko mesto, zato da dela po navodilih, vemo koga. Mi smo čudeže delali iz Onkološkega inštituta. In sem bil v svetu zavodov, ko je šla in nastopil gospod Požunc, iz čudeže postala katastrofa. Tu se vse da, ampak nočemo. Politika se ne umakne. Poskusili bomo s tem predlogom zakona o javnem zdravstvu. Še nekaj bi opozoril. Pred leti že je Kuštrin zelo daleč pripeljal normative. Normativi so bili drugi razlog, še hujše kot ZDS, da sem zahteval, da Bešič gre. Normativi, takrat, ko so jih postavili po Kuštrinovo, bi jaz do konca meseca marca opravil letni normativ, do Silvestroga me mora šef pustiti premijeru. To bi bil nož v hrbet javnemu zdravstvu. Kaj bilo pa še hujše, tisti, ki so delili 3/4 manj kot jaz, so me čist malo so bili zamara. Oni bi mogoče do aprila, maja dosegli letne normative. In isto je začel Bešič. In zato dobro ve, kjerkoli imamo te debate o normativih, nočem govoriti prepoved čez moje truplo. Bešič je zbral sindikate, zdravniške zbornice zdravstvene nege, zdravniško zbornico, vodila ga je ena kolegica, medicinska sestra skupino za normative in so postavili normative. Če bi mu to uspelo, v javnem zdravstvu bi delili pol manj. Tako politiko imamo mi nagrajevanja. In koga boš potem nagrajeval? Če se mogoče zdaj vrnemo na sam zakon, se pravi, če lahko slišimo zdaj še malo vaše argumente. Vi ste rekli, da gre tukaj za ogromno nekega pretiravanja, za neke parcialne interese, predvsem specialistov, a je tako? Na splošno se ustvarjajo zdravniške organizacije nek stanje, predinfarktno stanje. Če se izražam medicinsko, ko sem tudi jaz verjel, recimo ogromno zdravnikov odhaja v tujino, pomanjkanje zdravnikov in ne vem kaj. Pa smo pa šli vseeno
Jaz sem pač kirurg, to je veja medicine, kjer smo najbolj znani po tem, da ne delujemo po evidence-based principih, ampak tisto, kar ne gre iz roda v rod, kar nas učijo. Ne. Internisti so dosti bolj... Pa kar vidite, kot prete. Če dobimo magnet. Recimo, šli smo gledati, koliko zdravnikov odhaja v tujino, zelo malo. Mislim, vsega je škoda, ampak tisti eksodus, ki so nam govorili, se človek vprašal, imamo tako slabe fakultete, ne? Pomanjkanje zdravnikov, vsako leto poprečno jih je 4% več. In tu kar lepo raste krivulja gor. Ne? Storilnost ne raste po povečanju števila zdravnikov. Ne? To dobro vejo na ZZS-ju. ZZS je objavil določene podatke o naši storilnosti. Nažalost sem bil proti temu, da se jih kar vrže na ulico, ampak jih je treba preobdelati pa dati na ulico. Zato je bil sveda takoj odziv. Ustvarja se nam neko, recimo, bom zelo nasramen. Jaz vem, kdaj se pripravlja razpis za družinsko medicino. Mal prej umirajo zdravniki, preobremenjeni, ne vem, kaj vse živo po zdravstvenih domovih, nekateri delajo ogromno, ti so tiho, ne. Zato, da se mladi ne bi odločili za to. Mi smo pripravili, recimo, strateški svet, več kot 70 predlogov za rešitve v zdravstvu, primarno zdravstvo, zdravstveni domovi. Največji ideje je dal moj sošolc Egon Stopar, ki, hvala Bogu, ni zdravnik, prišel iz gospodarstva, rešil zdravstveni dom Ajdovšna, niste slišali o težavah, rešil biti v zdravstveni dom Ljubljana, vsega da, brez ministra. Ampak potem sem imel občutek, da se tisti glavni playeri nočejo izboljšanja, nočejo sprememb. Mi hočemo neko predinfarktno stanje in to omogoča potem, da ne rečem po balkansko, mutenje naprej. Ne. Ampak če gremo čisto konkretno na ta argument gospoda Šušteršiča, ki pravi, da pravzaprav, če bo ta zakon v takšni obliki sprejet, bo pravzaprav pomenilo, da bo motivacija bistveno manj za delo, sem tudi tako razumel. In da... Ne vem, se pravi, me skrbi, da je to res, ampak še zmeraj, mislim, mi lahko skozi govorimo, to se nedavno, nekje treba pač za Božjo voljo začeti. In začeti na tej točki in probati. Če ne gre, pa ne crkne vse skupaj. Tako več ne gre naprej. Aha, ampak kaj tukaj ne gre več naprej? Kaj je ta glavna anomalija, ki jo recimo vi vidite in zakaj je treba potem... Zato, ker smo vsi prepričani, da se v javnem zdravstvu naprimer ne da nagrevati ljudi, da ne govorim samo o zdravnikih. Mi smo na strateškem svetu pripravili dokument delo zdravnikov, ampak smo zbrisali delo vseh v javnem zdravstvu. Ne da se jih nagrevati, mi občasno imamo krizo na oddelku, rabimo medicinske sestre popoldne, ne da se jih nagrevati, če bi jim nekaj malega dali, ne veliko bi ostale, bi lahko več operirali, nič se ne da v javnem zdravstvu. Zdaj, nihče se nasekira, bi rekel kolega kirurg plastik, cel noč je šival prste od 10 zvečer do 7 zjutraj 170 €. Ni dosti za cel noč. Nihče se nasekira, da ta človek dobi tako plačo za vrhunsko kirurgijo. Drug plastik je pred časom operiral zelo zahtevno operacijo otroka na pediatriji, tudi so mi plastiki govori, so jih poklicali, ker je plačilo te storitve, je manj kot neka majhna operacija, ki lahko doma v garaži narediš. Ne. Vrhunska operacija, se bojim, da je edini plastik v Sloveniji, ki lahko to naredi. Potem so pa še naknadno ugotovili, v kakšnem sistemu živimo. Če bi otroka anestezirali in zbudili, neč operirali, bi dobili od ZZS-ja više plačilo kot za operacijo. Ne. To je absurd. Ampak nočejo. Ampak to je ta ZZS, ker oni imajo recimo ogromno podatkov, ki bi jih lahko, če te podatke obdelaš, zelo hitro vidiš tudi, kje se dela, kje se manj dela in tako naprej. Nimajo pa interesa za to. Ne smejo. Ko se pojavi, začnejo pritiski strani politike, z različnih strani, in mislim, da se vodstvo ZZS-ja je treba zdržati, ampak problem je v tem tudi, komu je pa to vodstvo odgovorno. Sej veste, kako je skupščina sestavljena ZZS-ja. Jaz sem takrat, ko sem bil minister, pa smo ZUJF delali, se pravi omejevanje izdatkov, pa smo se tudi pogovarjali prek ministra z njimi, z ZZS-jem pa z direktorjem. Na koncu smo morali v zakon napisati ene stvari. Zato, ker pač in jaz sem rekel, ok, pa dajmo zamenjati to skupščino in sem mi razložil, da jaz lahko tam zamenjam 3 ali pa 4 od ne vem koliko 35. Vse ostalo so neki socialni partneri, izvajalci, še celo za povrh, kar je sindikati, prodajalci v zdravstvu. In to je v bistvu samopravna interesna skupnost, to, kar smo vse zakon iz leta 92, kako že, in je ta model tam uporabljen in to ne more funkcionirati. Zato, ker direktor, ki odgovarja taki skupščini, bo skrbel za to, da so vsi ti akterji zadovoljni.
In imajo seveda vzvod, da preko tega pritisnejo, tudi če bi hotel kaj drugače delati. Ne. Tako da, mislim, tukaj treba po mojem začeti. Pa potem seveda ita, to, kar se mi oba strinjava, tudi v managementu zavoda, mislim, v upravljanju teh finančnih sredstev, ki jih ima 4 milijarde, še več, 5 počasi, k drugim principom, Veste, ker tam, mislim, ko vidiš, kaj vse se, recimo, če pogledaš splošen dogovor, kaj vse se planira, količina, cena, izvajalec, Mislim, te zadeve so absurdne. Jaz sem to pred 2 leti nazadnje šel gledati, je še vedno tako, kot je bilo, ko sem pred 10 leti gledal. V glavnem je, Ali se tam piše, XYDO bo v enem letu opravil 100 km prevozov bolnikov, nenujnih. In potem še za vsak zdravstveni dom in za vsakega, ki to izvaja. In zdaj, vse so tam neke potem, ki se to lahko malo prilagaja. Ampak mi vemo, da tako planiranje deluje. In mislim... Tako da nobena firma, to predsednik vlade najbrž ve, ki ima recimo 4 milijarde, 5 prihodkov, ne planira tako delovanja svojih enot, ali pa tistih, ki jih plačuje. Tako da tukaj bi bilo treba povsem spremeniti pristop, se pravi določiti v glavnem neke gabarite financiranja, merila, uspešnosti in potem to gledati, pa primerjati med sabo. Če nekdo z enakim denarjem naredi več, je treba pogledati tiste, ki naredijo manj in tako naprej. Pa vsake storite posebej predpisovati, ker sem pripričan, da 90% birokracije v zdravstvu, čez katero se vsi pritožujemo, pa teh nekih ozkih grl, izhaja v bistvu z tega, da iz teh pravil, ki so zelo podrobne, to je mikromanagement vsakega evra od teh 5 milijard in to ne more funkcionirati. Verjetno eden tistih ključnih problemov je tudi, se pravi, kje najti denar. A je po drugi strani to pravzaprav najmanjši problem, glede na to, kamo se odteka denar? Jaz sem si tle skupaj pojavil, ko sem predsedniku vlade rekel, ne meček, so te famozno skrajševanje čakalnih vrst, so to denarja zmetali sistem, vi ne veste, kam dajete denar. Vi vržete v eno bolnico, v eno jamo, recimo, in vi ne veste, ima ta jama dno, koliko je globoko, ne veste. Vi nimate pojma, kaj se bo iz tega razvilo ven. In se je izkazal. Dr. Donja Marušič je tudi strokovne plati, jaz sem pa že s kirurško-kmečke plati tako razmišljal. Denarja se ne sme dajati več v zdravstvo, ko smo dokazali, da denar ni problem. Mislim, da ga marsikaj potrebujemo, ampak ne ga dajati. Je pa potrebno pogledati, recimo ZS bi moral gledati storitve, kjer je tako blazno zanimanje za take in take operacije, ker ortopedi masovno odhajajo privatnikom, koncesionarjem to početi, očitno je preplačeno, znižaj ceno, pa počakaj. Pogled tam, kjer nočejo delati storitev. Zakaj jih ne delajo, če so pomembne, ni traparine. Pa daj preusmeriti tja denar, to bi moral ZS delati. V bistvu iskati storitve in jih plačevati ali pa umikati. In največja neumnost v tem trenutku je kar zmetati spet 500 milijarde denarja v zdravstveni sistem, nič ne bo boljše. Ampak točno to sem jaz tudi napisal takrat, ko se je dopolnilno, vsakič, ko se je pogovarjalo o tem, da bi se dopolnilno ukinjali, to samo pomeni, da v neučinkovit sistem da še toliko več denarja. Rešili si pa s tem nič in to... Tudi dopolnilno s tem zamiren, tu niso minimum zavarovalnice, tu zasani zavarovalnice, pač neka razdeljevalnica denarja. Seveda, ja. Te dopolnilne zavarovalnice so pa še manj od zavarovanja. Tudi trudili se niso, da bi postali zavarovalnice. Tisti, ki so pa dopolnilno imeli, pa tudi v resnici niso bili zavarovalnica, ker so doplačevali storitve po cenah, ki jih je določil zavod, pa splošni dogovor, pa količine, ki jih so tam določili. Njihova vloga je bila samo, da so premijo zračunali. In najmanj pomembne storitve, neomejene, kot recimo prevozi, z reševalnimi vozili, neurgentnimi. Tu je bila isto razdeljevanje, oni so sam pač, ko je zmanjkalo, so pa dvigali, so se zmenili, pa dvigali. Ampak to je čisto plansko gospodarstvo. Zato, ker nima veze z zavarovalnicami. V takem sistemu je, v bistvu, če sem jaz izvajalec zdravstvene storitve, zdaj pa sem privatnik, ali sem zdravstveni dom, ali sem nekdo, ki prevoze upravlja, se ni važno. Moj glavni, tako kot se včasih rekli v socializmu, moj glavni cilj je, da pridem v plan. Da imam tam noter svojo kvoto, pa neko ceno, s katero lahko preživim. To je zame važno. Tam, kjer cena ni v redu, bom iskal mogoče druge rešitve, koncesionarstvo ima verjetno manjše stroške, ne vem, težko je to soditi, ampak ima manjše stroške dela, vprašanje pa za ostalo. In
potem se iščejo te obvode. Jaz tudi vem, da se kakšne storitve potem tudi v javnih zavodih obračunavajo več, ne? Ali pa se obračuna kaj, ker je bilo mogoče, bi se moral kaj drugega obračunati, pa je bilo cenejše, zato se neka rezerva ustvari, ne? Ki se potem porabi tam, kjer zmanjka. Ne? Se je zadnjič UKC tudi povedal, da 5% več so naredili, kot je iz tega dogovora z zavodom izhajali. To so pač naredili ali v svojo izgubo, ali pa so pokrili z nečesa, kar so nekje uspeli dati na stran, ampak to je vse obnašanje, ki ga zelo dobro poznamo iz socializma. Ne? In izključno s čakalnimi vrstami. Morda zdaj ste me spomnili na še eno zadevo, ki morda tudi spominja na socializem, in sicer gledali smo te vrste v Slovenski Bistrici. Ne? Kakšen je to precej žalostni prizori? Ne? Kako ste vi to videli, recimo? To, da imajo problem z vodenjem občine in zdravstvenega doma. Ve se, kdo je za to odgovoren, sem že prej omenil, ajdovski zdravstveni dom je pred razsulom, prišel je sposoben človek in ga je rešil. Kako ga je rešil? Vi verjetno poznate te lokalne. Za začetek se je normalno obnašal do zaposlenih, zelo prijazen človek, delal je prej v gospodarstvu, je bil tam naučen, ni bil vzgojen z naše strani, tega socializma v javnem zdravstvu, ki se nič ne da. Rešil zdravstveni dom, upokojenci, zdravniki so se pokojili, so čakali trenutek, da zginejo v penzion, so se vrnili nazaj, šel je po Jugoslaviji, išče kadre, išče zdravnike, išče medicinske sestre. Ajdovščina zelo napreduje, če se peljete po avtocesti proti Novi Gorici, to je mesto, ki je eno najbolj uspenjajočih v Sloveniji in so tudi kvadratura stanovanj se približuje Ljubljani, žal cena, ampak išče jim stanovanja, išče bivališča in je vse uredil. Nešteto klicev ministrstvo, da je pospešil, nešteto klicev na zdravniško zbornico, ki se maksimalno trudi, da te zdravniki ne pridejo čez. Menda so imeli v enem trenutku 26 zdravnikov iz ex-Jugoslavije za zdravstveni dom Ljubljana, pa je kar trajalo, da so prišli čez vse postopke zdravniške zbornice. Iz Makedonije so šli nazaj, ker pa si ne morejo prvoščiti le 1 leto urediti papirjev, če se bo živeli. Se pravi, te dolgi postopki niso samo posledica slovenske državne birokracije? Delno tudi, ampak tle je tudi strateški svet dal predloge in so se malo skrajšali. Ampak to so vse rešljivi problemi, ne? Če se jih lotiš. Ne? Lahko pa narediš tako, ko so naredili zdravstveni dom za študente, hoteli v tem zakonu, nihče ni opazil. Fides, zbornica, tišina, pa tam tudi delajo zdravniki, ki so člani Fidesa in zdravniške zbornice oziroma praktikuma. Enostavno bi ukinili zdravstveni dom za študente in ga priključili, ki deluje, zdravstvenemu domu Ljubljana, ki ne deluje. Nobene potrebe, razen kakšne druge, ki je lepa lokacija. Ne? Ampak nihče ni dvignil glasu. Ne? Zdaj smo malo skočili, pa so to umaknili ven iz zakona. Ne? Zakaj? Super smo pri ustvarjanju novih problemov, tisto pa, kar moramo sami rešiti. Smo pa zelo slabi, na koncu pa vse kriva država. Ne? Ja, samo tukaj, mislim, vse so bile za Bežigradom pred 2 leti, saj tako dolge vrste, če ne daljše, pa v Zalogu bi bile tudi, če ne bi kar zaprli zdravstvenega doma. Ne? Ampak, tako da to je problem, po eni strani pomanjkanje zdravnikov, po drugi strani pa seveda lahko tudi tega, kdaj razpišeš koncesijo, kaj znaš ljudem ponuditi in tako naprej. Verjetno je težje v Slovenski Bistrici kot Ljubljani, ne vem, Ajdovščini se očitno dal, ne. Ampak to, o čemer se zdaj pogovarjamo, to so zelo, bom rekel, tako mehke stvari. Ne? To so stvari, ki jih ne moreš zakoni urejati, ne moreš jih urejati bom rekel, zgolj z nekim nagrajevanjem, ali pa s predpisi, ampak dejansko mi bi rabili, sej zakon zdaj to tam predpisuje nek tečaj iz menedžmenta, ampak zato ne rabiš zakona. Ne? Ministrstvo lahko že zdaj razpiše izobraževanje iz menedžmenta, sveti lahko to zahtevajo, da se ljudje izobražujejo. Predvsem pa pač na koncu mora imeti ta direktor ali pa karkoli motivacijo za to, da se potrudi eno zdravstveno inštitucijo okrog obrniti, pa recimo na zdravstvenem domu je to morda lažje, ne bi želel nič slabega reči, ampak ker je majhna skupnost, je delaš na kraju, kjer te tudi ljudje poznajo, občina ti lahko pomaga, da ne bi zdaj kakšni donatorji, ki so tudi v Ajdovščini kaj pomagali, s kakšnim novim zdravstvenim domom, kako že, ampak
v velikih sistemih je pa to zelo težko, zato ker je celo interesov zadaj, to, kar se z zdravstvenim domom Ljubljana dogaja, je katastrofa, ampak se dogaja že zelo dolgo. Moj osebni zdravnik je od tam šel ne zaradi plačila, ne zaradi česarkoli, ampak ker tam ni več zdržal. Ne. In verjamem, da in to je že bilo zdaj dolgo let nazaj in verjamem, da še marsikdo iz teh istih razlogov odhaja. Ne. In tukaj je treba eno je prenašanje izkušenj, drugo je pa predvsem, kaj ti na koncu tega imaš, da si nekaj to zrihtal. Ne? Se sploh, če se to lotiš, menda je Jeseniška bolnica, to je tak dober primer, ampak ne poznam tako podrobno. Ja, da če se lotiš, kaj boš na koncu tega imel? Razen tega dobrega občutka, da ti je uspel. Ne? Eni ljudje smo lahko zelo s tem motivirani. Ne? Večina pa najprej ne. In tukaj se moramo vprašati, kako zdaj mi te predstojnike, ne samo direktorje, tudi potem celo to hierarhijo zbiramo, kako jih nadziramo, zakaj jih nagrajujemo, zakaj jih ne, kako jim otežujemo življenje, kakšne pritiske dopuščamo na njih. Mislim, je pa to problem, ki ga imamo seveda tudi v politiki, ne samo tukaj. Se bomo tega dotaknili na koncu pogovora. Vendar morda rdeča nit tega, kar sta vidva govorila danes, je tudi pritiski, lobiji, interesi. Ne? Pravzaprav lahko iz prve roke poveste, kako to izgleda v praksi. Vi ste bili minister, gotovo ste imeli nešteto klicev interesnih skupin, ki so poskušali priti do nekih svojih zadev, vi pa ste tudi nekaj javno govorili o tom. Ampak tisto, kar je bistvo tega pritiska, kako to izgleda? Je pritisk, vidiš, da grejo stvari v čudno smer, mislim, dosti poznanstvo, raziščeš, ugotoviš, zakaj se gre, poveš in pa se zaleteš v zid. Tak zelo velik zid, visok, nič ne vidiš in se zaletavaš in vsi te gledajo čudno, če si normalen, pa zgodi se nič. To je sistem v Sloveniji. Enkrat sem predstavil, kaj sem jaz doživel, recimo, komu se sem prijavljal, moram reči, da na koncu že iz čiste zabave in zanimanja, kaj se bo zgodilo. KPK so še odreagirali. Moram reči, kako so se stvari zgubljale na policiji, kolikrat sem bil že zaslišan za gradnjo Onkološkega inštituta, tako da se pravičujem policiji. Lansko leto me spet nekdo kličil, da bi me zaslišal, sem rekel, sem poklical vas, škoda mojega časa. Dokažeš, recimo na Ministrstvu za zdravje so bili v preteklosti tudi prisluškovanja, posnetki, manjkalo je sam, da si šel k notarju, pa v Rovu, jaz, Erik Brecelj, podpisujem, da sem rezal podkupnino, pa bi tožilcu gotovo, da ni znakov kaznivega dejanja, se upravičujem, da jih žalim. Ampak posod sem, recimo, izsiljevali so me z dokumentacijo mojega bolnika, minister Miklavčič, sem prijavil na Pirc Musarjeva takrat, vodja tega urada za informacijske pooblaščenke, niso ugotovili nepravilnosti. Vzamem vašo dokumentacijo, nesrem ministru Miklavčiču razlagal okoli, kaj piše v dokumentaciji. Gospa sedanja predsednica ni ugotovila nepravilnosti. Kamorkoli si se obrnil, ne rečem, s prijavo ali pa pomočjo, se ni zgodilo nič. Nula. In to je sistem. To ni, zdaj so posamezni primeri in ta sistem deluje. In dobro vejo med sabo. Zdaj se pa temu sistemu pridružil še lobby zdravnikov, ki zelo dobro vladajo zdravniško zbornico, da ne vem, zakaj plačujem članarino, in preko zdravniške zbornice ustvarjajo neke anarhijo, neke, kot sem rekel, predinfarktno stanje, zato da se odzadej minister Bešič imel zelo podporo zdravniške zbornice, ko je pisal zakon o ZZS-ju. Oni so se ta lobby zdravnikov, ki niso vsi zasebniki, se je zelo pridružil temu sistemu in to je sistem, ki črpa denar. Napaka zdravnikov pa je, da tega ne vidimo in smo več ali manj vsi tiho. Zato oni lahko tako delujejo. Če bi 3/4 zdravnikov v bolnici znorelo, bi se umaknil pa rekel, kaj ne gre. Kako to izgleda bolj v političnih vodah? Mislim, jaz takšnih primerov, da bi me kdo siljeval s čem, nisem doživel in problem s temi pritiski je, da so v resnici zelo mehki. Se pravi, ljudje ti pridejo kaj svetovati, kaj povedati, predlagajo ti kakšnega človeka. Ti to vzameš v dobri veri, sploh mi, ki smo šli novi v politiko, smo bili precej naivni, po mojem, vsi skupaj. In na koncu gotoviš,
nekoč, zakaj pravzaprav ti je nekdo nekaj predlagal. Ne? Recimo pri državljanski listi je bilo prav zanimivo, takrat, še pred volitvami, ko so začeli objavljati rejtingi, recimo 20%, da bi lahko dobili na volitvah, pa še več. Ni ga bilo v Sloveniji, ki ne bi hotel priti na kavo na sedež stranke takrat. Ne? Ni ga bilo. Ne? Od direktorja državnih podjetij, tudi tak je zdaj finančni minister je prišel na kavo. Ne? Glede Teša je prišlo 100 ljudi tja razlagati svojo resnico in svojo zgodbo. Kaj je povedal gospod Boštjančič na kavi? Nič, ne. Mislim, povedal je, kako oni funkcionirajo, da so v redu firma in tako naprej. Ne. Sej tudi enkrat je, recimo na začetku ministrovanja, potem tega nisem več delal, ampak pa tudi, ne, ker ni prav, ne, ampak na začetku si malo naiven, je prišel en zelo znan slovenski pediatr k meni, minister za finance. Nekdo je nekako se dogovoril z mano, me pripričal, da ga vidim. Sva spila kavo, pogovarjala sva se nič, se pravi talking about nothing, kot se reče. Ne. Ampak cel namen tega je bil to potem dojameš, da kakor se mi se pa poznamo, ko te bom pa enkrat rabil v nekaj prepričati, se pa midva že poznava, takrat si videl, da sem v redu, zdaj mi boš pa verjel. Ne? Kdo je to? In v bistvu, tak je bil na sodišču, najbolj razpit slovenski pediatr, ne bom zdaj si meni, ampak sej se ve. Je pa tako, jaz sem potem zelo tako naredil, da ljudje, ki so želeli karkoli na ministrstvu razložiti, v smislu, kako ne bi se kakšni ukrepi sprejemali, pa se samo malo predstaviti, so šli v kabinet. Se pravi, nekdo iz kabineta jih je sprejel, jaz se s tem nisem več ukvarjal, razen tam pri zadevah, kjer sem rabil svetovalce za tisto, kar sem vodil, se pravi, banke, proračuni in tako naprej, tam smo se posvetovali. Ampak mislim, sem se tudi jaz sicer pa ne. Zdaj ti moraš zid postaviti, enostavno, ker pa ne. Se pravi, postavljanje zidu in zaletavanje v zid. Je tako, Zdaj, to dva različna. Ali se bo nekdo drug zaletel v zid tvoj, ali se boš pa ti v njegovega, na koncu bi tako lahko rekli. In velikokrat se zaletiš. Mi smo se takrat tudi zaleteli v neko igro, ki je bila predvsem politična, in zaradi katere je potem vlada razpadla. Je bil nek zid, ki ni nič upraviti s tem, kar je minister za finance delal in tako naprej. Vidva sta oba javni osebnosti, ki sta zelo atraktivna za politične stranke, v smislu, imata neko gled, imata neko kredibilnost. Vas politika nikoli ne bo videla. Jaz sem bolj edina funkcija, ki me zanima, je predsednik SDS-a. Pa so mi rekli, da lažje postaneš papež. Jaz sem tak karakter, zelo težko kompromise sprejemam, nič ne probam. Ampak ni to, recimo, zdaj podpiranje tega zakona, saj ne nekaj že mehko, se ste rekli, da se vi tudi bojite, kako bo. Nihče ne zna, po mojem, točno napovedati, kakšne bodo rezultati. Jaz razmišljam pač kot ekonomista, kako se bodo ljudje odzvali na spremembo pravil in tako naprej. Vas tudi skrbi, ampak ni to zagovarjanje, pravzaprav zdaj že neke sorte kompromisi, tukaj treba nekaj narediti, ampak potem prijo pa te velike zgodbe. Zavod in tako naprej. Ne jemam to kot kompromis, ampak kot nekaj, kar sem že zahteval za naprej. Tudi, če bi videl v strateškem svetu, da zgubljamo čas, bi šel ven. Ja. Recimo, hočete reči neko legitimnost Golobovi vladi dajete s tem, ko ste predsednik. Politiki je to tudi moja izkušnja, je tako, da pač veliko stvari vsaj potihem spustiš skozi, ali pa jim preveč nasprotuješ, zato ker imaš tiste 3-4 svoje cilje. Jaz sem takrat kot minister zelo vedel, kaj so 3-4 moje prioritete, in dokler je tam šlo vse v redu, je lahko šlo marsikaj drugega, tudi kdaj mimo, čemu bi sicer, jaz vekrat rečem, če bi bil takrat kolumnist, bi bil svoj največji kritik najbrž pri nekaterih stvareh, ko sem bil minister. Ampak, kaj je bila vaša največja napaka? To, da sem se po mojem premalo z davki ukvarjal. Ta je bila največja, pa ne vem, ta je bila gotovo največja, ampak to smo nekako, mi smo morali reševati nek požar, neko situacijo, ki je bila res slaba, in smo imeli za en kup načrtovanih sistemskih sprememb, po katerih smo se o tem začeli pogovarjati, tako na davčnem področju, pa ne sam sistem davkov, pa prispevkov tudi to, ampak predvsem delovanje finančne uprave, ki mislim, da je katastrofa, še vedno.
ampak do tega nismo prišli. Ampak ta je bila ena, bila je še kakšna. Zdaj sem enkrat o tem govoril pred leti. Ampak dokler stvari lahko vodiš v pravo smer, je to vsaj samemu sebi lahko upravičiš. Jaz pa bi, kad rečem, recimo, ne vem, en teden preden sem odstopil, podpisal tisto pogodbo s Tešem za garancijo. Potem, ko so bila vsa zagotovila vseh drugih na vladi in sicer, da so vsi pogoji izpolnjeni in tako, še svečano je on prišel podpisati v pisarno. Ne vem, če bi takrat vedel, da bo te zgodbe končal za en mesec, po moje tega ne bi podpisal. Vsaj Hanžko ne bi rabo pa hoditi na zagovor. Vaša največja napaka? Velikokrat se recimo dosežem, da se odstavi direktorja, na onkološkem pa še kje drugje. Pa prije slabše. Ne moram tega reči. Ampak imam nekaj kao, zdaj pa je nov direktor, pa se ne smeš, prav je izvoljen, zdaj bo delal naprej, ne smeš se vtikati, to je moja napaka. Dajmo mu priložnost v tem smislu. Jaz bi moral isti dan priti v pisarno in zahtevati, kaj se bo delalo, to je moja napaka in tle zmer izgubljam. Ni transparentno, je pa balkansko, če bi tako delal, ampak nažalost je pa neefektivno, da jih pustim. Je pa nekaj res, to, tako kot so vprašali, še mene kdaj, zdaj so že nehali počas me klicati, če bi se... Veste kaj, zato vam pa pripravljeno vprašanje. Glejte, jaz sem vam prebral, ko ste vi odstopili, je novinar vprašal, kaj bo gospod Janez Šušteršič delal zdaj. Vaš odgovor, uredil si bo življenjepis v evro obliki in ga bo poslal na par naslovov. Če to ne bo uspešno, bo šel na zavod za zaposlovanje, vprašal, kakšne so pravice človeka, ki izgubi službo. To bo verjetno tudi zanimiva izkušnja, se bom spopadal tam s kakšno birokracijo, tako kot na ministrstvu. Kaj bo politika prinesla, bomo pa videli. Jaz sem najprej šel na zavod in potem začel te CV-je urejati in si iskati kakšno delo. Iz principa, jaz sem to takrat rekel, naredil bom to, kar vsak človek v tej državi lahko naredi, ko izgubi službo. In niste vzeli nadomestilo za... Ne, nisem vzel nadomestilo, vzel sem tisto nadomestilo, kot bi ga vsak dobil, ker sem rekel, jaz sem to nadomestilo na koncu omejil, se pravi, nekako smo ga znižali tudi z DUIF-om, saj najvišji del teh nadomestil za brezposelnost, sem rekel, ne je bilo fair, da zdaj jaz poznam ministrsko nadomestilo, ko sem ga drugim zniževal prej, Govorite o nadomestilu, ki jih imajo politiki po prenehanju funkcije. Tega niste vzeli? Ne, tega nismo. Mislim, da smo sicer nekaj omejili, pa so potem s temi virantovi. Mislim, samo osebno niste dobili tega nadomestila? Ne, to pa ne. Tisto običajno nadomestilo za brezposelne, kolikor mi pač pripadalo. Pa šel sem tja na izobraževanje in sem mi rekel, se je že kdo prijavil, od direktorjev pa tako naprej na zavod, ampak na izobraževanje ni pa še ne prišel. Jaz sem bil tam 3 dni, bo zanimivo, pa sva delala zaposlovalni načrt z eno zaposleno, jaz sem imel tam čisto redo izkušnjo. Potem se da sam našel delo, ampak vseeno. Se pravi, to je v bistvu nek princip, če smem eno opombo dati, recimo v 80-ih, ko se je včasih socializem vzelo za res, tako kot piše, da si potem videl, kaj se bo pravzaprav zgodilo. Je bila to neka vaša taka poteza? Imate vi kakšno tako izkušnjo? Zdi se mi tudi, da včasih rečete, to je tako, se pravi, zdaj dobesedno tako bom naredil in videli bomo, kaj se bo zgodilo? Tudi, včasih se intuitivno odločam. Od meni je važno, da se lahko ukvarjam z medicino. Tisto, kar pol počnem zraven, je pač nekaj, kar je. Zelo bi me pa prizadelo, če bi stroko ne mogel ukvarjati. Pa se ne gre drugače, kot da delaš po občutku. In, mislim, veliko, kad se moraš po občutku odločiti. In recimo, če si minister, se moraš odločiti. Jaz sem imel celo predhodnikov, ki se niso hoteli odločiti, kaj bojo naredili in so potem neke rešitve. Tudi v zdravstvu, veste, koliko je bilo belih knjig, pa nikoli nič narejeno od tistega, ali pa zelo malo. In če si pa kirurg, se pa i tako moraš odločiti, kaj boš naredil, če nisi čisto pripričal tiste trenutko. Ampak to sem moram povedati, zelo važno je, ta svet politike je tak, da te zelo hitro odnese v neke vrhove. In takrat v bistvu za to odločitev, da sem je šel na zavod, je imela zelo veliko vlogo moja žena, ker reka, kaj ne, zdaj ste zajebali kot državljanska lista, se upravičujem, zdaj te bomo pa že pol leta plačevali iz proračuna, ko sem malo razmislil, sem rekel, to res ne gre tako, In to je bil edinkrat, da me je Majda Potrata pohvalila, ko sem to naredil,
Bivša poslanka Socialnih demokratov. Ampak je pa nekaj, to sem hotel povedati, ne? Politika je resen poklic. Čeprav mogoče ne zgleda tako, ko jih gledamo, kako ta poklic opravljajo, ne? Ampak politika je resen poklic, resna profesija, ki zahteva neke specifične veščine od ljudi in se da zahteva tako kot vsak poklic, da ga imaš rad. Sploh nekdo, ki gre v politiko zato, da bo slaven, imel denar, moč in tako naprej, gre iz napačnih motivov. Ne? Večina je takšnih, žal. Ne? Ampak to je poklic, ki ga moraš fintrati, zato da ga lahko dobro upravljaš in se ga moraš naučiti delati. In nekateri smo pač boljši v nekaterih drugih vlogah. Tako da se mi zdi, da zdaj vsakega, ki je pameten, bom rekel, siliti v politiko, ni najboljše. Ne? Tam mi rabimo dobre politike. Ne? Mi ne rabimo zdaj profesorjev, ki se bodo ljubiteljsko ukvarjali s politiko, ne, ali pa kirurgov, ne, pa jim to ne bo tist glavni drive v življenju. Ne. Mogoče bo zdaj nekoliko lažje, ker se bodo plače politikov po letu, po naslednjem mandatu bistveno dvignile. Ja, kandidatov bo več, ne. Več bo tistih, ki bodo šli še v politiko samo zato, ker bodo videli, da jim bo plača poskočila za 3-krat. Najbrž pa tudi več kakovostni kandidat se pripravljeno pogovarjati o tem, da bi se lotili kakšnega takega posla, potem bo vprašanje, bomo mi te, ko bomo šli voliti, znali zbrati te bolj kakovostne kandidate in potem tisti, ki ga bomo zvolili, ali bo te bolj kakovostne kandidate povabil svoj kabinet ali koga drugega. Ne? Očitno se pa vi počasi vendarle vračate v te politične vode, sodelujete z Anžetom Logarjem v platformi sodelovanja, bo kaj iz tega? Ja, jaz sem se včlanil, ker sem tudi obljubil, sem rekel, mislim, da je to dober projekt, tako da se včlanem, ga lahko podprem. Nisem pa recimo v kakšnih izvršnih odborih, ali da bi bil zelo aktiven pri tem, kdaj kakšno rečemo, to je pa to, ne, ampak tudi s kom drugim, kdaj kakšno rečem. Ampak se mi zdi, to je lahko potencialno dobra zgodba. Kako se bo pa on odločil, pa jaz ne vem, imam svoje predvidevanja, ampak ki so nerelevantne. Vaše predvidevanja so, da bo on naredil koalicijo z gospodom Hanom in da bo Janez Janša zmagal. Ja, to sem takrat rekel v tistem intervjuju, da zmagovalci tega mandata bosta Logar pa Han, oziroma pa Prebilič, ki bojo naredili koalicijo na koncu, ampak to je na pol šali, na pol zares. Ne bi bil to zelo slab scenarij, po mojem. Ne. Morda še vi, kako gledate na to politično sceno, se pravi, morda gospoda Logarja, kako ga vi vidite? Ste nek človek, ki ima neko politično intuicijo. Ga ne poznam. Ko je bil znani minister, moj bratranci delal tuji diplomaciji, je imel dober feeling z njim. Lahko mu zamerim eno stvar, ko smo na Onkološkem razkrivali s neumnosti in kršitve Maranda, kaj je počel na Onkološkem, je izpolnil po mojem ukaz Janeza Janše in začel braniti bodočega, kar smo pol dobili fotografije na palubi direktorja, lastnika Maranda. Takrat smo dobili kar hud udarc nazaj strani gospoda Logarja, tako da upam, da je bil ti sam izvrševanje ukaza, da v resnici je drugačen človek. Ja, morda pa tudi zato zdaj malo se distancira od SDS in tako naprej. Pravzaprav takih izkušenj je pa, ni pa to enostavno, to pa tudi ve. To se pa zavedam. Spoštovana gosta, najlepša hvala, da ste prišla. Skratka, ne vem, če je zadost punkerno, Logar. Logar, premalo punker. Hvala lepa, da ste prišla. Hvala. Tudi vam, ja. Spoštovani, hvala lepa za vašo pozornost. Kmalu se gledamo v novih epizodah s podcasta.